Otroška nogometna šola Ljubljana že 14. leto zapored ob koncu šolskega leta pripravlja druženje vseh šol, na katerih se izvaja ta program. Tako se mladi nogometaši in bodoče nogometašice zberejo v Šiški, se pomerijo med seboj, družijo, spoznajo vrstnike in pokažejo svoje nogometno znanje staršem. V otroški nogometni šoli je letos delovalo 1320 otrok v 106 skupinah, najmlajši, mlajši in starejši starostni skupini. Od tega je delovalo 43 trenerjev. Verjetno zaradi uspehov reprezentance in vseh teh akcij opaziti tudi porast vpisa v otroški nogometni šoli. Dejstvo je tudi, da smo v letošnjem letu pridobili par novih šol. Poudarek v starostni kategoriji od 1. do 4. razreda, v kateri poteka sistematično delo, je motorični razvoj posameznika. Mnogo manj je vreden rezultat na igrišču. Ne gledamo na nek nogometni razvoj kot v smislu taktike, ampak tako pač v celoti, da so otroci zadovoljni, da se ukvarjajo z nogometom in da ga vzljubijo. Tukaj govorimo predvsem o napredku, predvsem o osnovnem učenju nogometnih elementov, ki jih izvajamo na vadbah. Poleg 45 šol, ki so se sredi tedna družno predstavile na ljubljanski zelenici, so se tokrat vabilo odzvali tudi z gorenjskega konca. Tu je bila tudi gorenjska nogometna šola Rožle, ki je svoj zaključek leta obeležila na prav poseben način. Odigrali smo mini evropsko prvenstvo U17, otroci so igrali za reprezentance, ki so jih izžrebali. Ne sloni pa vse le na igri fantov. Želja vodstva otroške nogometne šole je popularizirati nogomet tudi med dekleti. To šolsko leto je na osnovni šoli Vič vadilo 20 deklet, skupno pa 34. Ženski nogomet moramo na vse popularizirati, smo na dobre poti. Če pomislim, da smo začeli z majhnim številom deklet, se danes dekleta enakovredno lahko kosajo tudi med fanti, vsaj v teh starostnih kategorijah. Tisti, ki imajo v poletnih mesecih, ko se šolska vrata zaprejo čas, pa redno obiskujejo poletni kamp, kjer se v 6 izmenah zamenja okoli 300 otrok. Tam se nekateri prvič spoznajo z resno vadbo, gredo prvič od doma in poleg nogometa uživajo v ostalih aktivnostih, ki jih zanje pripravijo trenerji. Ne manjka niti vsakoletni obisk katerega od znanih nogometašev, ki so mladim nadebudnežem vzor. Tudi poletna šola je bila ustanovljena z namenom, da bi ti otroci nadaljevali z vadbo po končanem delu v šolah, ker vemo, da ponavadi potem odidejo na počitnice in da praktično skoraj 3 mesece ni bilo vadbe. Trenerji želijo navdušiti otroke za nogomet, jih usmeriti v vodeno vadbo ter pripraviti za igranje v klubih. Prav tako bi radi razširili idejo otroške nogometne šole po vseh osnovnih šolah v Ljubljani ter bližnji okolici. Vsekakor si pred 15. sezono niso predstavljali, da bo skromna ideja Branka Elznerja prerasla v takšno gibanje.